Huti niso danes zjutraj izstrelili le 2 balističnih raket proti osrednjemu Izraelu, ampak so tudi uvedli popolno prepoved izraelske pomorske plovbe v Rdečem morju. Skupina, ki jo podpira Iran, je razglasila vse ladje povezane z Izraelom v tem območju za legitimne vojaške cilje. To pomeni pomembno stopnjevanje strani Hutijev sredi nenehnih regionalnih napetosti. Toliko stvari je treba razjasniti. Generalmajor v rezervi Eitan Dangot, začnimo z vami in grožnjo Hutijev v tem trenutku ter vplivom na to, kar se dogaja zdaj. Slišal sem za to, vendar poglejte, Hutiji v zadnjih mesecih niso bili dejavni glede glavne zaostritve med Izraelom in Iranom. Zakaj so se torej vključili prav zdaj? Mislim, da želijo po iranski zahtevi pokazati enotnost šiitskih sil, torej Hutijev, Teherana in tudi Hezbolaha v Libanonu. Drugič, mislim, da Hutiji točno vedo, koliko so plačali za zadnje napade proti Izraelu ali proti Američanom. Medtem ko so Združene države prisotne na tem območju, mislim, da Hutiji razumejo pomen tega, da niso preveč vpleteni. Zato moramo resno jemati to, kar govorijo. Moramo dokončati naš odgovor že na eno samo raketo, ki so jo danes izstrelili proti Izraelu. Moramo se odzvati. Hutiji bi morali razumeti jezik moči, tako kot razumejo jezik politike. Drugič, mislim, da bi moral Izrael organizirati način usklajevanja in sodelovanja z Združenimi državami in drugimi državami. Iz zahodnega območja, ki se ukvarja s tovrstnimi vprašanji Rdečega morja proti Sueškemu prekopu, je treba vzpostaviti organizacijo, ki bo pomagala premagati takšne dogodke. In mislim, da so Hutiji dobro premislili, kar govorijo. Bili so zelo tihi, veliko govorijo, a naredijo manj, vendar moramo biti pozorni nanje. Iranski posredniki nadaljujejo s svojim delom, tudi če je to omejeno. Ariel Oseran, kakšen je vaš odziv? Ja, mislim, da je to zagotovo na pobudo Irana. Gledamo izjave, ki jih je danes zvečer podal poveljnik sil Quds, iranske revolucionarne garde, Ismail Qaani. Enota Quds je odgovorna za to mrežo posredniških skupin. In to je tisto, kar pravi Qaani. Od Hormuške užine do Bab al-Mandaba, od Perzijskega zaliva do Rdečega morja bo nastal nov varnostni pas odpora. Ko eden izmed nas potrebuje pomoč, mu bodo ostali priskočili na pomoč. To je sporočilo, ki ga poskušajo predstaviti, poskušajo razložiti, zakaj so se vključili v dogajanje v Libanonu in poskušajo nekako ponovno zgraditi to os odpora, kot jo imenujejo. A pred kratkim smo v oddaji opisali, kako ta mreža posredniških skupin propada. Izgubljajo desetletja dela in milijarde dolarjev. In to, kar Iran tukaj poskuša narediti, je predstaviti videz enotne osi, medtem ko se ta podira. Ker če vse strani v regiji in širše prepoznajo in priznajo, da se iranska mreža posredniških skupin resnično podira, bo to oslabilo položaj Irana. Zato nočejo pokazati svojih kart in zato sporočajo popolno nasprotje resničnosti. In to pojasnjuje, zakaj so se Hutiji vključili. Izstrelili so 2 raketi. Le ena je prispela v bližino izraelskih meja. Druga je padla takoj po prečkanju meje iz Jemna na ozemlju Saudske Arabije. In tako Iran poskuša rešiti, kar lahko, iz svoje mreže posredniških skupin, predvsem z besedami. In Otman, kaj menite? Zanimivo bo slišati, kaj bodo zgodovinarji čez 10, 20, 30 let menili o mreži posredniških skup in strateški odločitvi Benitar. Ker vsaj za zdaj se zdi, da je Iran pri tem izpadel kot poraženec. Povzročil je toliko sovražnosti po vsej regiji. Govorili smo o sovražnosti znotraj Libanona in o tem, kaj to pomeni za Iran v Libanonu. Kaj je to pomenilo? Situacija je zdaj še bolj zapletena s Saudsko Arabijo. Ampak v vseh teh državah je Iran povzročil določeno sovražnost. In na koncu dneva, kot sva že prej rekla, Iran brani svoje posrednike in ne obratno. Mimogrede, svet gre naprej.
To je izginjajoča prednost za Iran. Emirati širijo svoj naftovod in svojo nafto vozijo v Fudžajro. Savdijci svojo nafto peljejo do Rdečega morja. Seveda pa bi to lahko blokirali tudi Hutiji. Več je nafte. Veliko več nafte se proizvaja v Braziliji, Gvajani in seveda v Združenih državah Amerike. Svet gre naprej in noče situacije, kjer bi Iran lahko zadušil 20% svetovne oskrbe z nafto. Mimogrede, to je morda del razlaga, zakaj so Iranci danes zavzeli bolj agresivno držo. Morda to ni glavni razlog, vendar morda Iranci tudi razumejo, da je njihov vzvod prek Hormuške ožine morda že dosegel vrhunec. Bilo je veliko poročil Eitan Dangot že prej v ozadju vojne o usklajevanju med Izraelom in Združenimi arabskimi emirati, posebej na področju obrambe. Kaj lahko še poveste o sposobnosti Izraela, da trenutno pomaga zaveznikom v zalivu, posebej proti iranski grožnji? To je izjemno pomembno, ko pogledamo, kaj bi se lahko v prihodnosti dogajalo v regiji. Začnimo z dejstvom, da smo v zadnjih dneh videli, kako Iran cilja nekatere zalivske države, da bi jih spomnil, kdo je glavni na tem območju. In dan potem, ko Združene države odidejo, bodo ostali z Iranci. Po drugi strani pa lahko ugotovim, da so samo Združeni arabski emirati edina država, ki uradno dela določene korake v odnosih z Izraelom. In kakšna je prednost? Geografska lega, kjer so Združeni arabski emirati, je za Irance zelo dramatična. In takšno sodelovanje med Izraelom in to državo je kot odgovor Iranu. Drugič, mislim, da igrajo glavno vlogo kot kandidat, da bi v Gazi zamenjali Katar. Veš, Benita, o čem se zdaj pogovarjamo za mizo? Z vsemi dosežki. Območje z Gazo je odprto. Imamo rumeno črto, imamo geografsko območje, vendar je še vedno odprto. Načrt 20 točk Trumpa trenutno ni aktiven. In kaj bo potem naslednji dan? V Libanonu smo razpravljali o celotnem programu glede te vrste problema. Območje je odprto. V Siriji je odprto. Na Zahodnem bregu je odprto. Z Iranom je odprto. Torej, medtem ko govorimo o priložnostih, mislim, da mora Izrael veliko vlagati v Izrael. Interes je okrepiti zaje, da bi ustvarili takšno moč, okrepili njihovo moč, okrepili njihove zmogljivosti in morda tudi dati pogum, ne pogum, ampak motivacijo Saudski Arabiji, da bi v prihodnosti ustvarila velik blok. Zelo na kratko, 30 sekund. Ali obstaja scenarij, Owen Altman, v katerem bi si vse več držav želelo pridružiti Abrahamovim sporazumom zaradi vseh teh trenutnih dogodkov? Na kratko. Ne. Poglejte, obstajajo scenariji, vendar ne kot posledica te vojne. Preprosto ni bilo takšnih strateških pridobitev proti Iranu, ki bi to upravičevali. Tudi v Libanonu, v najboljšem primeru Joseph Aoun, iz razumljivih razlogov ne govori o mirovnem sporazumu. Govori o paktu o nenapadanju. Kaj menite o tem? Imate 30 sekund. Izrael se udeležuje diplomatskih pogovorov z Sirijo, z Libanonom. Obstajajo zalivske države, ki še niso priznale Izraela, a se počasi približujejo nekakšnemu zbliževanju interesov. Ali to pomeni, da bo to v bližnji prihodnosti privedlo do normalizacije? Še vedno ne zadržujte sape. 10 sekund. 10 sekund, en človek, ena predstava bo vplivala na celotno območje. Donald Trump. Način, kako sklenemo dogovor z Iranom, bo odločilen za da ali ne.